Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Današnje vprašanje gledalke je, zakaj prihaja do pogostega uriniranja tako čez dan kot ponoči? Težava je bila nekoč zelo izrazita pri moji mami, ki je skoraj povsod, še posebej, kadar ni bila doma, na izletih, pohodih in tako dalje, neprestano iskala stranišče. To je še danes njen vzorec. Pogosto mora na vodo tudi ponoči, še posebej, kadar je napeta ali jo kaj skrbi. Zdaj opažam, da imam podoben izziv tudi sama. Kadar sem zunaj doma, se pojavi močan strah, da ne bom pravočasno prišla do stranišča. Tudi že rahla izpostavljenost mrazu stanje občutno poslabša. Ponoči vedno vsaj enkrat ostanem, včasih tudi večkrat. Na primer, danes ponoči sem šla 4-krat, čeprav nisem čutila, da bi čez dan pila pretirano količino tekočine. Pravzaprav sem imela občutek, da sem bila dehidrirana, saj smo prejšnji dan po dolgem času več kolesarila. Kar me posebej preseneča je to, da ne gre zgolj za nekaj kapljic. Ko grem, se dejansko konkretno polulam. Zakaj telo to počne in zakaj ravno po noči, ko naj bi se obnavljalo? Pogosto uriniranje, ki ga dejansko doživljate tako podnevi kot po noči, lahko oziroma iz AEK vidika razumemo kot posledico dolgotrajnega notranjega neskladja, ki vključuje seveda senzorno-motorno amnezijo, nezavedne čustvene vzorce in dejansko spremenjeno delovanje vegetativnega živčnega sistema. In opis razkriva dejansko večplasten vzorec odzivanja telesa, ki se je oblikoval že v zgodnjem življenju in se tudi prenaša med generacijami, kot ste opazili že pri svoji mami. In telo, ki ni sposobno učinkovito in sproščeno uravnavati notranjih pritiskov, pogosto uporabi uriniranje kot varnostni ventil, skozi katerega potem zmanjšuje notranjo napetost, čustveno stisko, podzavestno potrebo po nadzoru. V bistvu drugače povedano, da določenih čustev ali pa vplivov ne izrazite skozi usta, v obliki govora, pogleda, oči ali rok, dejanj, ali pa tudi nog, da pač greste nekam ali pa greste od nekje nekam drugam, se seveda ta energija potem spremeni v drugačne oblike gibanja, v tem primeru premikanje urina iz telesa v okolico. Lahko je pa seveda podoben problem tudi pogosto odhajanje na blato v določenih kontekstih. In seveda na ta način podzavestno vzpostavljate nadzor nad svojimi čustvi oziroma čustva iz ene oblike spreminjate v drugo. In recimo zunanje okoliščine, kot so neznano okolje, mraz, izpostavljenost nepredvidljivim situacijam, fizični napor, povzročijo aktivacijo simpatičnega dela avtonomnega živčnega sistema, dvig mišične napetosti in zmanjšanje zaznavanja telesnih signalov, kar pa seveda okrepi lahko refleksno potrebo po praznjenju mehurja. Zelo pomemben pa tudi običajno manj očitno ali pa spregledan, ampak ključen fiziološki mehanizem, ki ga AEK uporablja, je pa tudi dejansko sistematično zniževanje deleža vode v telesu preko pretiranega uriniranja, ker v telesu, ki ima močno izraženo senzorno-motorno amnezijo, pride do tega, da manjša tekočina vode v tkivih omogoča večjo notranjo gostoto, večjo notranjo togost, večjo notranjo upornost. Seveda tukaj tudi spada noter fascija, ki je sama zelo, recimo temu, vlažna ali pa mokra, in temu primerno je tudi bolj gladka, bolj taka želatinasta kot gel. Seveda, več ko je vode v telesu, bolj je fascija prevodna tudi za živčne signale, in tudi gibanje telesa je bolj, recimo, podmazano v takem primeru.
Seveda, kaj se pa zgodi, je pa to, da bolj, ko so mišice zakrčene, bolj stisnejo fascijo, bolj, ko fascijo stisnejo, bolj več vode gre iz fascije ven, kar seveda potem lahko tudi poveča pritisk na ledvice, pritisk na mehur, in dobimo, recimo temu, tako bolj suho telo. Bolj, ko je suho telo, bolj je pa, višja je pa notranja upornost v telesu, tako za prenos živčnih signalov iz tkiv v možgane in nazaj. In večja, ko je ta upornost, se pravi, dejansko nam to pomaga imeti višjo senzorno-motorno amnezijo, hkrati je pa telo manj gibko, manj gladko, manj, recimo dobesedno bi lahko rekli, v flowu, kar bo seveda potem še poveča verjetnost, da se vaše vedenje ne spremeni iz tistega, ki ga imate v podzavesti kot primernega, določenega kot primernega, v drugačno, kar pomeni, da manj ko je vode v telesu, manjša je spontanost in avtentičnost vedenja oziroma spontanost in avtentičnost odziva na določeno okolje ali pa na določene odnose v okolju. In na takšen način pride do ohranjanja zaklenjene strukture senzorno-motorne amnezije, ker v bistvu fluidnost, gibljivost, kot že rečeno, zaznavanje notranjih sprememb, sprostitev mišične napetosti zahtevajo tudi mehansko prilagodljivost, ki jo voda v telesu omogoča, ne. Pa z drugim besedam povedano, vaše telo se je naučilo, da bo lažje zadrževalo napetost in delovalo v obrambnem načinu ali pa na način, ki okolju ustreza, čeprav vam lahko ne, če bo izločilo presežno tekočino in sistem tako omejilo potencial za sprostitev. Kar je pa nezaveden proces, ki pa seveda ima logiko, ker manj vode pomeni manj sprememb v strukturi, kar pa omogoča ohranjanje preživetvenega vzorca, tudi če je ta recimo škodljiv in dolgoročno neučinkovit, kar se je več kot očitno tudi vaša mama že naučila, mogoče od njene mame, in potem ste vi kot njena hčerka seveda to tudi pobrali, ker pač otrok se od starša nauči, prenese take vzorce, ki so staršu pomagali preživeti, ker je to v bistvu tudi koristna veščina, čeprav je mogoče zdaj več nočemo, ne. Telo se v bistvu na tak način samo dehidrira, da bi lažje ohranjalo notranje stanje zakrčenosti, zaklenjenosti, kar je pa v bistvu dobra zaščitna strategija, še posebej v okolju, kjer so nerešeni čustveni konflikti, zadržane besede, da se delamo, da nekaj ne vidimo, da nečesa ni, kar je pa seveda spet otroška taktika, ker otrok pač razmišlja, da če on nekaj ne vidi, da to ne obstaja. In veliko družin deluje na tak način, da določene odnose, določene dejanja ali pa posledice opustitev določenih dejanj se delajo, kot da se ni nič zgodilo, kar pa seveda onemogoča rešitev problema, povečuje pritisk v taki družini in seveda potem še bolj negativno vpliva na nezdravo uriniranje. V taki družini seveda je tudi, če bo mogoče na zunaj izgleda vse v redu, vse mirno, urejeno, je dejansko visoka nestabilnost, ker se problemi rešujejo tako, da se pometejo pod preprogo in telo logično ostaja v senzorno-motorni amneziji, ker se ljudje, ali pa člani take družine, takega okolja bojijo narediti napako in seveda je potem še večja potreba, da ni spontanosti, da ni avtentičnosti pri izražanju, ker bolj, ko si spontan, bolj si kreativen, večja verjetnost, da lahko narediš nekaj, kar nekom drugem ne bo všeč in bo to, kar si naredil, označil za napako ali pa za nekaj sramotnega, kar seveda tudi lahko vpliva na takšno vedenje in na takšno delovanje telesa. Nočno uriniranje pa je v bistvu dokaz, da telo niti po noči ne priklopi v stanje regeneracije, ampak še kar deluje aktivno, čeprav fizično ležite in počivate, vaš živčni sistem ostaja delno aktiven, kot da je še zmeraj v stanju pripravljenosti,
kar pomeni iz Ajko vidika, da podzavest noče dopustiti popolne sprostitve, ker bi to lahko pomenilo izgubo kontrole, stik s potlačenimi občutki ali pa spremembo identitete. V praksi pa vidim, da recimo pri ljudeh, ki se jim niti sanjati ne sme začeti o tem, kaj je vse narobe, ker bi lahko se spoznali kakšne stvari, drugače doživeli določene dogodke v preteklosti, drugače razumeli vlogo določenih oseb v svojem življenju, imajo tako pogosto zbujanje, še posebej v drugi fazi noči, med REM fazo spanja, in na tak način v bistvu učinkovito preprečimo bolj konkretne sanje, da sanjamo dlje časa, pa da pridemo globlje s sanjami, ker sanje vsake toliko časa prekinjamo z odhodom na stranišče, ki sama po sebi nima logike izglede tega, koliko pijemo, pa kaj smo vse skupaj počeli. Ajko metoda 2.0 tukaj ponuja dejansko zelo natančna orodja, kako s pomočjo Ajko vaj, učenja, refleksije, strukturiranega procesa povečamo senzorno prisotnost v telesu in se tukaj seveda pride do zmanjšanja potrebe po telesni zakrčenosti in z dvigom čustvene zrelosti omogočite postopoma boljšo povezavo med telesom in zavestjo, kar pomeni, da bolj opazite, kaj vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, česa vas je strah, česa se bojite in podobno. In potem lahko, ko ste pri zavesti, postopoma dvigujete svojo sposobnost agresivnega vpliva na okolico, da okolica se uredi, da se dvigne urejenost okolice, da se dvigne varnost v tej okolici, da zaradi višje čustvene zrelosti je manj potrebe po skrivanju stvari, prikrivanju stvari, izkrivljanju stvari, in v takem okolju se postopno naredi selekcija, kom lahko zaupate, kom ne morete zaupati. Bolj ko sebi zaupate, bolj lahko tudi vidite, kom v resnici lahko zaupate izven, okrog sebe, in potem lahko na te ljudi, za katere spoznate, da jim ni za zaupati na podzavestni ali pa tudi na zavestni ravni, vplivate, urejujete odnose, spremenite medsebojna razmerja in pride do bolj urejenega, bolj zaupljivega okolja, kjer pa je seveda vedno manjša potreba, da imate kronično aktiven, simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema in začnete vedno večkrat v bistvu vaše vedenje pa spremembe, ki jih uvajate, postopoma dovolijo telesu, da bolj dinamično zadržuje vodo, torej da začne zaupati lastni prožnosti, se pravi dinamičnosti, in bolj ko znate na različne načine se odzvati na okolje, pa na to, kar se v okolju dogaja, pa kako vi odreagirate na okolje, kaj vi hočete od okolja in obratno, bolj dinamični ste lahko tudi pri uriniranju, se pravi, da ni uriniranje kampanjsko, ali ga nič ni, ali je preveč, se pravi, oziroma uriniranje ne postaja več presenetljivo ali pa nelogično, tako kot vedno manj postaja presenetljivo ali pa nelogično vaše življenje, pa medsebojni odnosi, se seveda to prenese tudi na ta biološki sistem, kot je uriniranje. In potem postopoma z zvišanjem čustvene zrelosti, ko vas kot okolice, v kateri ste, uriniranje izgubi svojo zdajšnjo funkcijo, ker dvig notranjega tlaka razrešujete skozi bolj zavestne in učinkovite mehanizme medsebojnih odnosov, ne pa skozi uriniranje, kar je značilno recimo za otroka, ne pa za odraslo osebo. Tako da upam, da vam bo odgovor v pomoč in nasvidenje čez 14 dni v novem Q&A-ju. Lep pozdrav.